Če sem vas prav razumela, potem nimate predloga, da opravimo razpravo. Potem, spoštovani poslanec, ste izkoristili ta postopkovni predlog za to, da ste pač razpravljali, tako da prosim, če tega ne počnemo več. Predsedniku Vlade se zahvaljujem za podane odgovore in v skladu z 247. členom Poslovnika Državnega zbora prehajamo na poslansko vprašanje, postavljeno na 12. seji Državnega zbora. In sicer ministrica za kulturo, dr. Asta Vrečko, bi morala odgovoriti na vprašanje kolega Andreja Hoivika v zvezi s financiranjem podpornih projektov nevladnih organizacij s področja kulture. No, bom počakala, da se boste vsi lepo spravili ven, tisti, ki želite. Še kdo? Hvala lepa. Torej, poslanca Andreja Hoivika v zvezi s financiranjem podpornih projektov nevladnih organizacij s področja kulture za leti 2024 in 2025, vendar je žal ministrica danes odsotna. Sprašujem poslanca, če vztraja pri ustnem odgovoru ali morda želi pisni odgovor ministrice. Postopkovno, izvolite. Ja, hvala lepa, predsednica, da mi dovolite postopkovni predlog v skladu s četrtim odstavkom 241. člena Poslovnika Državnega zbora. Zdaj, dobili smo 11. oktobra opravičilo ministrice, ki se udeležuje pomembnega frankfurtskega knjižnega sejma, ki pa se pričenja jutri. Tudi sama je danes na omrežju X objavila video, kjer sama pove, da se jutri začenja ta sejem, pravzaprav se začenja v sredo, danes ministrice ni. Vemo, tudi že naša vodja poslanske skupine je na prejšnji seji izpostavila, da je urnik znan. Tudi sam sem postavil prejšnji mesec pomembno vprašanje, ministrica je bila takrat zadržana zaradi bolezni, vsak ima pravico do bolniške, vendar pa sam vztrajam pri svojem postopkovnem, da res, spoštovana predsedujoča, opomnite ministre in ministrice te vlade, da ko so na vrsti pomembna poslanska vprašanja, predvsem moje glede financiranja nevladnih organizacij za 600 tisoč evrov davkoplačevalskega denarja, spomnimo se na afero odstopljene ministrice, to javnost zanima in zato tudi bom ponovno vztrajal na ustnem odgovoru, čeprav bo to zgleda podano šele na novembrski seji, ko bo razpis že zaključen, ko bo do sredstva že porazdeljene med vam ljube, tako imenovane ne nevladne, ampak provladne organizacije. Tako da res prosim svoj postopkovni predlog, da se držimo 4. člena 241. četrtega odstavka, se opravičujem, 241. člena Poslovnika Državnega zbora in res pričakujem, da se bodo ministri in ministrice te vlade držali tega, kajti enkrat na mesec je ta seja namenjena in prav je, da javnost sliši v besedi in v sliki odgovore najvišjih organov naše države. Hvala lepa. Hvala lepa. Mislim, da sem jaz že večkrat pozvala ministrice in ministre, da naj se udeležujejo sej Državnega zbora, kadar so na vrsti poslanska vprašanja. Bi pa morda samo prebrala četrti odstavek 241. člena, ki ste ga citiral. Predsednik Vlade ali minister ali generalni sekretar Vlade morajo svojo odsotnost pri obravnavi poslanskih vprašanj na seji Državnega zbora najaviti najkasneje 5 dni pred začetkom seje Državnega zbora. Kolikor je meni znano, je to bilo upoštevano, torej je bila odsotnost javljena, tako da tukaj ne vidim težav. Strinjam pa se z vami v tistem delu, da pač je prav, da so ministrice in ministri prisotni. Zdaj pa vas še prosim, če mi poveste, ali vztrajate?
Ustno, ja, razumem, okej. To se pravi, ministrica bo na vprašanje ustno odgovorila na naslednji seji Državnega zbora.